Vi ste tisti, ki boste povedali, kako vam ustreza nov obraz Toyota RAV4. Sem še kaj najbolj hecen pri vsem tem finih hotelih pa lepih terasah. RAV4 GR Sport. I wasn't familiar with your game. Zgodnje jutro na Brniku. Takšno, kot jih je bilo že veliko, ampak danes je pa ena stvar malo drugačna. Pred brlogom imamo 3, celo 4 testne avtomobile, ampak jaz sem se pa danes sem pripeljal z Darkotom. A veš zakaj? Ja, zato, ker je prišla nova RAV4. Pa sem hotel malo... No, hotel sem iti z Darkotom en krog. Danes bo posebna pot, ker gremo v Španijo peljati ta novega RAV4. Darja Skelo bo sumen. Dobro jutro. Sam ročno. A veš, da sem Jerryja poslal na eno pot, pa mislim, da se danes tukaj vidva. Se jaz tudi ne vem, kaj ta imena dobijo drugače. Kratka pauza v Zürichu. Zdaj imam kakšno uro časa, da se malo pripravim. Toyota nam je vnaprej poslala ene materijale, da se malo izobrazim, da vidim, kaj me čaka, kaj lahko pričakujem, kje se bomo vozili. Ale kako so se potrudili z napisom RAV4, hotel že poznamo, La Zambra Resort, BMW iX3, pa Porsche Turbo je bil tudi tukaj. Škaj, dajmo mi najprej nekaj pojesti, avti so zunaj že parkirani, komaj čakam, da jih vidimo. Evo ga. To je naslednik Darkota, to je nova Toyota RAV4. Gremo pa še ta športno pogledati, ampak za začetek. Maska, cel videz, dizajn je precej drugačna. Dovolj drugačen, da ga boš 1, 2, 3 opazil. Seveda zraven so tudi nov dizajn koles. Poglej, kako so zacahnali, kje mora biti parkiran, da so res lepo po vrst. Drugače pa tole so 20-ke. Evo pa tega pokažem še od zadaj. Takole zgleda. Je pa res, da so predvsem bok tukaj na zadnjem delu izrazite poudarili. Mu dodali nekaj karoserijskih mišic in to se pozna, pa ne rabi biti barva rdeča. In če smo že pri rdečem, tale je tisti z opremo GR Sport, torej malo bolj športna varianta, vključno s drobnimi prilagoditvami podvozja. Sicer pa vi ste tisti, ki boste povedali, kako vam ustreza nov pogled, nov obraz Toyota RAV4. Sobe, aha, šele. Takole. Jaz se malo frišam, pa končno zagrabim volan. Mogoče bo še malo počakal. Sem še kaj najbolj hecen pri vsem tem, pri razgledih, finih hotelih pa lepih terasah. Običajno tele terase ostanejo nedotaknjene, v smislu, da ima se malo posončiti pa en perček spiti, zato ker smo tukaj zato, da delamo. In to pomeni, da moramo iti peljati. Yeah, I'll take one ordinary hybrid. I'll test this one later. Mene zanima, kako se ta nov RAV pelje v primerjavi s ta prejšnjim. Pa prva stvar, ki jo opazim, oblika notranje strani vrat. Zdaj je ta kljuka nekako lepša, pa da moraš drugače integrirana v sama vrata. Približno enaka količina prostora tukaj spodaj. Dajmo jih zapreti. Ja, veš, da se mi volan zdi manjši kot v mojem RAV4. Všeč mi je tale plastika, ne vem, če se vidi, le bom pozumal, ker je kar tako malo svetleča, dober občutek daje. In prva pohvala, ki jo tako z veseljem dam, tukaj noter ni ne duha, ne sluha o piano plastiki. Ajde, lažem se, tukaj jo je za vzorc, ampak to ne šteje. Power on. Aha, nobene annoying muske, to mi je všeč. Pa vidim, da ima nekdo prižgano gretje sedežev, to je že ta prva sprememba. V mojem RAV4 je bilo to še vse s klasično tipko, treba zrihtati, tukaj pa vidiš tudi ventiliranje sedežev. Se je del funkcij oziroma upravljanje dela funkcij že preselilo na zaslon, vključno z piharijo, poglej, no, to mi recimo ni všeč, ampak lej, dajmo avto priložnost. Varnostni pas, aha, a veš kaj mi je všeč? To je klasična Toyota v smislu, da so vsa stikala na volanu razmeroma velika, lahko berljiva in preprosta. Dajmo mi tole omakniti, tole je voda, torej cup holder, upravljanje smeri vožnje, tukaj imamo USB oziroma lažem USB-C, pogled kamer, pa še en polnilc oziroma še en USB-C izhod. Tukaj imamo, kaj je to? Aha, to so asistenčni sistemi, lahko izklopimo. Veš, v prejšnjem RAV4 recimo je bila tukaj piharija, velik okrog gumb, pa tukaj nastavljanje temperature, ravno tako in velik okrog gumb, tak fin obdan z gumo, ampak tukaj nič od tega, vse skupaj se je preselil sem. Moram pa pohvaliti, da če ne drugega Toyota, ste vseeno tudi za klimo obdržali fizične tipke
Ok, saj to. Je pa RAV4 tako Toyota prav prva Toyota z novo generacijo oziroma s povsem posodobljenim vmesnikom, ne vem kako se imenuje, v resnici to ni pomemben, delati mora, to je pomemben. Velike ikone, customize, lepo odzivno. Kaj imamo klele? Bravo, bližnjica do izklopa nekaterih upozoril, ki znajo biti precej annoying. Okay. Kaj pa če grem tlele v kod, kaj se zgodi? To so pa še ostale bližnjice, ne vem, si to lahko prilagajaš, a ne, recimo svetlo zaslona, ali se to dogaja avtomatsko, asistenčni sistemi, kaj pa je to? Record, saving turn. Torej, če se zgodi kaj takšnega, ker bi ti želel imeti zabeležen avto, to itak ves čas snema, pa sprot briše, ampak če mu rečeš, nekaj se je zgodil, da mi tale klip shran, on pol to naredi, brihten poba, ali pa punca se, ne vem. Torej, kar se same armaturne tiče, še kar klasična oblika v poplavi teh ravnih fleh, taka dobra plastika, avto je krasno skup sestavljen. A se da tale predal z obeh strani odpreti, čakaj malo. Jep, točno tako. No, Toyota je pripravila pa še eno zanimivo foro. Pazi zdaj, če pa pritisneš oba gumba hkrati, pa to lahko dvigneš in obrneš, pa uporabljaš kot eno odlagališče. Čist enostavno se pol to sam dol pritisne na klik. Pa imaš poličko. Dober, ne? In ko tega ne potrebuješ več, spet pritisneš oba gumba, vzameš ven, pa nastaviš nazaj. Preprost. Predal pred sovoznikom, enako velik, oziroma ne lažem, manjši kot je bil. Čeprav se mi že pri mojemu zdi premajhen. Pa dajmo zdaj pogledati malo kakovost, kako je skupaj narejen, škripa točen nič. Jaz se svojo silo operam na to, malo se premakne, logično, jaz imam skoraj 100 kg. Pa tako kot pri prejšnjem, tukaj je res ena uporabna polička. Pri meni se zdi, da je celo malo daljša, ampak ta je pa bistveno globja, pa bolj izrazit rob ima, kar pomeni, da je uporabna vrednost tega večja, kot je bila. Poglej, tukaj je ena razmeroma globoko odlagališče, tukaj pa 2 mesti, ali eno, se ne vem, za brezžično polnjenje telefona. Okay. V glavnem placa za odlagati je več kot dovolj. Kaj pa druga vrsta? To je številka mojega avtomobila. Ma za prostor ti rečem, da ga je to kar prej. Nič več, nič manj. Madonna, veš, da sem nekaj kar takoj opazil. Zdi se mi, da je avto malo bolj, ne bom rekel precizen, malo bolj odziven, pa mečkam bolj čvrst. Bomo videli. Sicer pa uradno Toyotino ruto kar malo ignoriram. Jaz sem malo po mestu zapeljal po občutku, to okolico poznam, grem do plaže pa nazaj. Tlele spodaj gremo, pa če tukaj nadaljujem, bomo hitro našli morje, se tam ustavimo pa še kaj povem. Evo nas na plaži, a plac kje parkirati. Poglej, kako zna avto dobro pod svoj trebušček pogledati, če je treba. Zanimiv, tega moj Darko nima. Veš kaj, moram reči, da v resnici po nekih prvih občutkih velike razlike ne zaznam. Toyota sicer trdi, da je avto majčkeno varčnejši, da je malo bolj učinkovit, da je hibridni sistem odzivnejši in tako naprej. Je pa tudi res, da je že prejšnji RAV4 na tem področju zares odličen, še danes. Tako, zdaj grem pa jaz morju roko dati. To je to, pojmo naprej, nazaj. Pa mimogrede, ta prva stvar, ki mi pa ne ustreza, a vidiš ta stikala, ta set, prej je bil tukaj dol, ker je bila tukaj ročka za zapret vrata. Zdaj pa, kot čista posledica neke dizajnerske fore, so te tipke dvignili in ta položaj roke ni tako naraven kot ta položaj roke. In zato mi je to malo tečen, priznam. Ampak vidim, da je bolj odziven sistem. Avto malenkost hitrejše odreagira. Pa to govorim za krmiljenje, za motor oziroma za pogonski sklop. Pa že moj avto, že Dare, tukaj blesti. Tako da plus pike, super. Evo pa še en pit stop sem naredil, tukaj od spredi smo si ga že, se mi zdi, dobro ogledali. Jasno je, kako potekajo dnevna LED svetila in kje je glavni žaromet, ampak zadnji, no tukaj je pa res velika sprememba v primerjavi s prejšnjim. Še posebej zdaj, ko so zadnje luči pokazale malo karakterja, ne? Vse skupaj zares deluje drugače, vključno z napisom RAV4, ki je bil prej, ki je že levo od spodaj, se mi zdi. Tako, jaz sem svojo prvo testno vožnjo zaključil, medtem Luka Gregorič za avtomobilnost snema svoj prispevek. Evo, jaz sem pa zdaj noter. Luka, pohit, malo bo tiskovna Madonna. Čim bližje, ne, da bom te prvo videl. To pa slovenska avtocesta, stari. To je Slovenija. Je to Slovenija, stari? Seveda je, pri nas so snemali glas. Evo, jezero Jasno. Following
the navigation that is already set for you. Drug dan, jutro, zdaj je na vrsti GR. Pojmo en krog, pa ti povem še par drugih stvari. Tukaj je maska vseeno drugačna, dajmo reči malo bolj agresivna. Mogoče tako deluje tudi seveda zaradi barve karoserije v tem primeru. Tudi oblika koles oziroma felten je drugačna. Pa če pogledamo zadnji del avtomobila, predvsem zadnji odbijač, poglej, tole je običajni RAV4. GR Sport je pa, drugačen. Dovolj mi, da ti pokažem še kokpit. Tukaj pa klasični GR Sport okraski, torej rdečo prešit volan, pa nekaj podobnega seveda tudi na sedežih, drugače pa kombiniranje umetnega usnja z Alcantaro. Pa za razliko od včeraj je ta avto s štirikolesno gnan, kar pomeni, da ima dodatni elektromotor na zadnji osi. Tukaj rihtam vozne programe od traila do snova zaradi štirikolesnega pogona, pa seveda tukaj tudi sistem za spuščanje po strmini. Govori slovensko, kar se spodob. Drive mode. Takole izgleda pa, ko menjaš vozne programe. Poglej, športno, po meri, torej customized, običajno, pa eko. Dajmo mi kar lepo v šport. Mimogrede, jaz sem ti kazal, kaj se dogaja pred voznikom. Nekaj podobnega se ti pokaže tudi na glavnem 12,9 palčnem zaslonu z dodatno razlago, kaj je tukaj drugače. Še kaj zdaj pa caj, da jaz tega bika malo za roge primam, da vidim, koliko je ura. Ja, tako ti mi rekel, tega GR Sporta sem zdaj malo pritisnil skozi ovink, prav zares se čuti to, da je bolj čvrst. Par majhnih stvari so naredili za to, da ta avto še malo boljš leži na cesti. Ne, da se jo boljš drži, ampak občutek imaš, da gre za 10-15% še hitrejši čez ovink. Že me je malo presenetil. RAV4 GR Sport. I wasn't familiar with your game. Malo sem mu dal zadihati, ampak moram reči, da me je zares pozitivno presenetil. Ravno tistih 10-15% več ene osredotočenosti, povezano in s krmiljenjem, z blažilniki oziroma z vzmetenjem, z blaženjem. Tale GR Sport ni ful športen, ampak je ravno tako športen, da te malo dobi govor. No in zdaj, če smo že pri športnosti in RAV4, a ti veš, koliko daleč so šli Japonci, inženirji, ki so ta avto naredili? Namreč panoramska streha pri GR Sportu je bistveno manjša od tiste pri navadnem RAV4. A veš, zakaj je to tako? Ja, večja panoramska streha, več šipe pomeni več mase. Tega pa pri športnem avtomobilu nočemo. Pa to ni ta prav GR, to je oprema GR Sport. Pa so šli vsem toliko daleč, da so rekli, ne, mi hočemo, da je vse skupaj čim lažje in težišče ni nepomembno. Zato je panoramska streha, okno tukaj majhna, tam pa taka, ki mora biti velika. Vidim, da je tukaj pred hotelom kar akcija. Jaz sem zdaj tega nazaj pripeljal, tukaj se že dogaja fotkanje, srbski kolega novinar, pa tamle dve punci se pripravljate, da boste nekaj posnele pa povedale. Nič kaj dosti nisem povedal o pluginu, mogoče zanimiv podatek to, da bo omogočil to se pravi v idealnih pogojih, 137 km zgolj električnega dosega, poln ga bo mogoče s hitrostmi 11 oziroma 50 kW. Pa električen del pogonskega sklopa pri pluginu je zdaj integriran ali pa praktično združen z bencinskim delom pogona, kar pomeni, da je celotna enota ali pa celoten paket znižal težišče in da je vse skupaj veliko bolj kompaktno. Pa seveda, to sem pa za na konc prišparil cena. Vse skupaj se pri RAV4, če izbereš opremo Elegant, to je tista ta najnižja, po stopni izbire smo na 38 500, pa če upoštevaš vse ugodnosti, ki jih Toyota lahko priskrbi, to se pravi, če se odločiš za financiranje, pa izkoristiš še neke druge bonuse, smo zelo hitri na 36 750. Za vse ostale cene pa veste, kje je spletna stran, pejte si pregledati cenike, boste hitro videli, koliko recimo stane oprema Style, to je tista najbolj popularna, ampak predvsem en drug zanimiv podatek. Veš, če RAV4 cenovno, če zbereš enako količino opreme, pa dajmo reči opremo Style, to je tista druga v vrsti, se mi zdi, primerjaš z večino uveljavljenih konkurentov, je cenovno ta avto ne sam na nivoju, celo v marsikaterem primeru preprosto boljši. Je pa res, da ta statistika ne upošteva kitajskih predstavnikov na slovenskem trgu, to je res. Ampak se pravim, za ceno veste, kam morate, boste hitro zvedeli tudi, kakšne ugodnosti Toyota ponuja in tako naprej. A še kaj? Se mi zdi, da je to. S tem se ta vlog zaključuje, vem, bil je malo dolg, ampak veš, na nek način je to moj avto. Mislim, naslednik mojega avtomobila. Se je bilo treba malo dlje ostati pa posvetiti. Dober je. A črnega imajo? Se ne vem.